Živijo in dobrodošli v tretji epizodi Čarobnic. Danes je z mano ženska, ki pravi, da ni popolna, ampak da ljubi in je zaljubljena v življenje. Svojo ljubezen prenaša na druge v obliki predavanj in v obliki svojih knjig. Danes je z mano in jaz sem zelo vesela, da je Irena Potočar Papež. Živijo, Irena. Živijo, Leja, res sem vesela in hvaležna, da bomo prepletali to energijo in morda tudi dali kakšen besedni vitaminček še komu. Ko me čakam in ne dvomim, da ga bova. Irena, baje zdaj se izpostavlja, da se človeka ne vpraša, kaj počne v življenju, ampak kaj rad dela v življenju. Tako da, kaj Irena rada dela v življenju, da slišimo? Ja, Irena tako potuje po različnih poteh, ni usmerjena zgolj v eno smer, ampak ima rada to dinamiko, to razpršenost, je torej zdajle tukaj in potem tam, na nekem drugem koncu. Tako da, če se pogovarjava o zasebnem okolju, sem ena velika knjigobuba, zelo rada berem, plešem, tako se tudi s kakšnim plesnim izzivom kdaj soočim in potujem in v zadnjih letih, ko sta otroka že velika, kam pobegnem vsaj za kratek čas tudi z njima. Bi lahko dolgo naštevala, kaj rada počnem, če me povprašaš, česa pa ne, je pa na prvem mestu kuhanje. A res? Ja, tako? Ja, res. Od gospodinjskih opravil uživam v likanju, morda je to malo nenavadno. A veš, da res jaz uživam. A veš, da jaz tudi? Res? Mene to sprosti. In mene, te cunjice pa tako, ne. Ja. Pa v tem, ko likam, pač kam odpotujem v mislih, tako da res zelo rada likam. Kuham pa res ne. Pa v bistvu imam pa to srečo, da pa mož rad in si rečem, zakaj bi jaz to se zdaj urivala njemu, če on ob tem žvižga, ko kuha, ne, pač kuha, ne. Jaz pa delam druge stvari takrat. Krasen. Ja. Videla sem jo z možem plesati in tako kot si rekla, ne samo da rada plešeš, dobro plešeš in tvoj mož fantastično vod. Ja, to je res. Bila sta na dogodku, knjige, katere se jo malo kasneje dotaknile v najinem pogovoru. Tako te je suku, da mislim... Ja. To je res, oba uživava v plesu, je to verjetno zato, pa tudi zato, ker se v 30 letih, kolikor smo midva skupaj, že tako kar malo naprej veš, katera poza korak zdaj bo, ne. Prednosti dolgotrajenega odnosa. Ja, zagotovo to, da se spoznavaš in spoznavaš res tako do potankosti neke plasti, pa vendarle veš, da še vedno so možnosti za še kaj novega spoznaš in kakšen nov plesni korak, ne, tako bom rekla. Sploh, če si človek dovoli, Ja, kar pa jaz res mislim, da je. ti si, ker Ja. zajemaš, tako kot sva te napovedali, v bistvu življenje z veliko žlico in ga imaš Zelo. res rada, ne? Res. Povej mi, v svojem življenju si zamenjala ogromno enih vlog, poklicev Ja. in v knjigi Ujemi ritem življenja si tudi napisala, da v bistvu imaš rada pozitivne spremembe in da če predstavlja, se pravi, neka sprememba to, da te vrže ven iz cone udobja in ti hkrati potem tvoje življenje oplemeniti na boljše, sam naj pridejo. Čim Točno več to, sprememb. Točno to in samo odpiraj vrata. Krasen, ampak, a veš, ljudje imamo pa do sprememb malo tega Ja. strahu. Zakaj so spremembe po tvojem tako zelo pomembne za vsakega človeka? Ja, vržejo te iz te rutine. Rutina vodi v dolgočasje in dolgočasje v nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo lahko tudi v neke bolezni, konec koncev, ne mislim zdaj fizične, tudi psihične, ne. In potem naenkrat ugotoviš tam v domu starejših na gugalniku, da si zamudil življenje. Zato jaz pravim, razlika je med tem, ali živimo ali delamo iz dneva v dan, se zbujamo zato, da preživimo in da je super, da znamo dodajati življenje letom in ne let življenju. In ko si tako pogumen in drzen, bom rekla, ne predrzen, ampak drzen, z eno pravo mero tudi razuma, modrosti, in greš naprej in raziskuješ in se soočaš s temi spremembami, dejansko živiš. Jaz večkrat rečem na predavanjih, da si ne predstavljam, res, si ne predstavljam, da bi hodila v službo nekam 10, 20, 30 let, recimo v isto okolje, organizacijo, v isto pisarno, samo zato, da bi dobila, ne vem, 5. ali 10.
plačo, pa ne bi v tem uživala. Da torej bi prvo, kar bi naredila, ko bi prišla v pisarno, stopila do stene, na kateri je koledar, prečrtala današnji dan in je rekla, samo še 20 let, 3 mesece in 4 dneve do penzije. Ker je to umiranje na obroke. In ko to začutiš, da bi to delal, moraš narediti korak naprej in iti v spremembo. In ti si šla od pedagoginje do bila si, se pravi, profesorica slovenščine, do potem javna uprava celo, vmes televizija, pa pisala za časopis. Toliko enih, v bistvu res različnih, da jeva reči, pa hkrati z nekim skupnim imenovalcem vlog, v kateri si mogoče najbolj uživala, ali pa da rečeva drugače zdaj si pa sama svoja šefica. A so vse te vloge pelale do te današnje? Jaz mislim, da čeprav se tega nisem zavedala in to ni bilo načrtno, to moje popotovanje karierno ni bilo s tem namenom, da bom enkrat samostojna podjetnica, ali jaz malo v šali, veliko zares rečem samostojna punca, ne? Ja, dobro, všeč mi je. Ja, SP, ni pravi, da to sami pufi. Samostojna punca. Ampak so vodile, ne da bi jaz to vedela, bi delala krivico vsakemu delovnemu okolju in delu, ki sem ga upravljala, če bi rekla, da sem si želela v tistem trenutku naprej in da mi ni bilo všeč. Mi je bilo, ko pa sem začutila, da moram prebiti neko to opno, pa sem to storila. Ampak v vsakem okolju sem se učila, sem znala poslušati, se učiti, verjamem, da tudi kaj dati. In sem šla naprej in če bi mi nekdo pred 5, 10, ker toliko časa sem že, ampak 10 leti rekel, da bom enkrat ta samostojna punca, morda niti ne bi verjela. Vem pa, da v življenju ni naključij, da vse naključje in da me vse tako vodilo. Je na zanimivost mogoče tudi za to ravnovesje in za mlajše mamice, ko marsikdo vidi ovire, ne? Jaz pa sem si rekla, ko je prišla ponudba potem z gimnazije, ko sem bila na porodniški drugi, dobro, sem res na porodniški, ampak zakaj pa ne? Možnost za nedoločen čas, kot učitelj, profesor si želiš na srednji šoli pač delati na gimnaziji, ne? In ravnateljica, ki me povabila, je bila tudi včasih moja učiteljica na tej isti gimnaziji, se rekla, mož je šel na porodniško, sva se dogovorila za 3 mesece in jaz sem šla delati, sem sina še dojila. In mi je tako naredila urnik, da sem sredi dneva imela 2 uri prosti, da sem šla domov ga dojiti in potem spet delati. Danes sem na to ponosna, pa sem tudi že takrat čutila med vrsticami pri kom, kaj si ti sploh kaj doma, pa na televiziji sem tudi začela takrat delati, a si kaj z otroki, Ja, ampak sem kar hitro razčistila sama s sabo, da je razlika med kvaliteto in kvantiteto. Pač so mame, pa z vsem spoštovanjem, ki so cel dan doma ali popoldne. In uživajo, gledajo nadaljevanke morda. Krasno. V redu. Mi pa smo plezali po tleh, pa se šli lutke, delali s palčk in s papirja in vstopnice in tako naprej. Tako da vsak pa zase ve, In smo si naredili en svoj slog in v tem uživali. Super, tudi to, kar si rekla, mož šel na porodniško, podpora, kakšna podpora. In tako kot sva prej omenile, vaju gledati v plesu na dogodku ob lanciranju knjige, je bilo res balzam za oči. In takrat od celega dogodka, recimo, je meni najbolj ostalo v spominu stvar, ki si jo rekla, in sicer si rekla, moj tempo življenja je hiter. Moj tempo plesnega življenja je nepredvidljiv. Včasih delam napake, včasih koga nehote pohodam. Ampak, ker imamo v sebi pravega partnerja za ples, za življenjski ples, lahko vse to tako dobro počnem. In družina, partner tebi zelo veliko pomenta. Predvsem me pa zdaj zanima, kaj pomeni taka podpora ženski. Kaj ženski naredi, ko ima partnerja, ki gre na porodniško, da lahko ona gre delati tisto, kar jo je vedno zanimalo in klicalo tja. In kaj v bistvu, kaj to konec koncev ženski da? To si tako lepo povedal, da mi šla kar kurjo pot, res tako lepo metaforično, ampak res in če katera
Če katera me razumeš, zagotovo ti, ker vidim, da živiva podoben življenjski slog tudi v tej kombinaciji s partnerjem. Ja, na porodniško in to leta 2000, ne včeraj pred enim letom, leta 2000. In tudi koliko trdnosti v Matjažu, torej mojem možu, moralo takrat biti, ker so bili tudi prijatelji, ona je šla delati tipa na porodniško, ne? Si predstavljam. Ne, mislim, ni še nas bi bilo, verjetno pri komu. Ja. Ampak da je bilo to zaupanje obojestransko, ja, in ta podpora. Verjetno nisem čisto klasična ženska v tem smislu vrednot in odnosa do življenja, ampak pri nas je to povsem normalno, to, kar sem že prej rekla, da pač mož, ne tudi kuha, ampak kuha, da je res redko kdaj, ja, seveda pa tortice za rojstne dneve, se potrudim, pa tako, ne, ampak ni pa to vsakodnevno. Tudi to, da prvo, kar naredim, ko pridem domov, dobro, se to z leti se tudi spreminja ta slog, seveda, ko so otroci večji, je to še lažje, še več te neke samostojnosti in tudi svobode, da grem najprej prižgati računalnik, da marsikdaj so v nedeljo že ob 7 sedim in delam, ampak jaz v tem uživam. Wow. In da ko vstanem, tudi če vstanem nekoliko kasneje, ali pa med tednom, ko mož hodi v službo, tako jaz vstanem ob 7, 15:07, če pač sem doma, mene zajtrk že čaka. Da je vedno moja mrzla kava, ker jaz pač pijem mrzlo kavo, ne? Ja, da je en zdrav zajtrk zraven, da to poskrbi, preden gre v službo. In to mi je res veliko pomeni. Po 30 letih. Ja. Mislim se, da ne bo zdaj izgledalo to kot pravljica. Tudi midva imava različna mnenja, se tudi sporečava, seveda ponavadi seveda zaradi nekih malenkosti, ampak ja, da ne bo zdaj to izgledalo tako kičasto, no. Ampak ja, je ta podpora pomembna in to, da so te skupne vrednote, stebri, ne, v družini in da se vsi nekako to sprejmemo za svoje in nam je to postane popolnoma vsakdanje. Ne. Super. Ja, mislim, se mi zdi krasen, zaradi tega, ker včasih tako ne da jemljemo stvari za samoumevne, sploh ne, ker mislim, da znava in ti in jaz zelo dober cent ljudi, ki naju podpirajo na tej poti, ampak sigurno pa ta podpora konec koncev, zaradi nje smo tudi danes Leja in Irena kot sva in s temi iskrcami in s to neko samozavestjo, notranjo samozavestjo živeti in biti ta najboljša verzija. Kljub temu, da mogoče kdaj počneva stvari ali pa velikrat narediva stvar, ki jo mogoče marsikdo drug ne razume, pa ni najbolj, dajva reči, nočem reči normalna, ker kaj sploh je normalen, ampak mogoče predvidljiva. Ja, štrli iz nekega kalupa, ne? Je drugačna. Tako. Je drugačna. Ja. In da partner to razume, podpre in ti hkrati še pomaga. Ja. Ti daje veter v ta tvoja krila, ker tako kot smo se že pogovarjali, ko je navdih, jaz ne morem reči, da bom pa pisala jutri od 14 do 16 ure. Ko je navdih in se usedem in grem, ali pa je to, ali se odpeljem nekam, ali ne vem. In ja, da prideš do te stopnje, da te človek, ki s tabo živi in diha, razume, sprejme in celo podpira, se mi zdi, da je ena lepa zmaga v življenju to. Draga moja Irena, tvoja zadnja knjiga Ujemi ritem življenja, v njej se dotakneš raznih tem, skupni imenovalec so pa nekako vrednote. Govoriš o kako pomembno je spoštovanje, kako pomembna je ljubezen, pa strast, pa kako pomembno v bistvu je, da človek živi s čim manj predsodki. In všeč mi je stavek v knjigi, ker rečeš, da ima vsak človek svoj GPS in hodi po svoji poti. In tvoja pot ne more biti ista moji. In obratno. Vsem, kljub temu, da ima vsak človek neko svojo pot, me pa zanima, kaj so tiste sestavine, ki delajo ta ritem življenja. Kvaliteten, dober. Res je tako, vsak ima svojo formulo življenjsko, pa vendarle so neke vrednote, ki pa so tudi iz zornega kota psihologije, recimo skupne, bom rekla, kakovostnemu, dobremu, zadovoljnemu življenju. In te sem izpostavila. Sicer vnesla vanje veliko primerov iz prakse, to, kar sem sama doživela, kar se me dotaknilo. In tako kot sem tudi not napisala, ne gre vedno za to, da mora nekdo ponotraniti
popolnoma tako, kot sem jaz nekaj napisala. Včasih gre za to, da dobi neko svojo idejo, morda kdaj tudi potrditev, nekje se zgodi eureka, torej ta kvantni preskok. In tako so tudi te povratne informacije, ki jih dobivam, bom rekla ravno to, kar sem želela. Torej nisem želela žugati, nisem želela biti učiteljica, zoprna profesorica v tem smislu s to knjigo, ampak res dati ljudem neko popotnico, neke sestavine, ki bo v svoji življenjski bisagi nosil torej sabo, in kot to strast, ki si jo tudi omenila in jo tudi omenjam, vnašam vse pore svojega življenja, res postaja življenje lepo. In potem lahko to predajam tudi drugim. Tako navdušujem tudi druge, sem čarobnica ne samo zase, ampak tudi za druge. Meni je zelo ljuba misel, povezana s tem Avguština, svetega Avguština, ki je rekel, v tebi mora goreti, kar želiš zanetiti v drugem. In ko začneš tako kolektivno razmišljati, ko zrediraš svoj ego, saj nekdo to dobro počne kot pek, nekdo kot plesalec, nekdo kot voznik avtobusa, vsi so enakovredni, torej poklici in vsa dela, jaz pač predavam in pišem. Tako kot se šofer, ko se na avtobusu nasmehne in ti polepša dan, ne samo trenutek, jaz pač to poskušam delati s knjigami in se mi zdi, ko je v nas ta kolektivna zavest in zradiramo ego, ali bom rekla ego spremenimo v eko, iz tega strogega, robustnega ega v eko odnose. In potem eko življenje, vse lepše. In tukaj me spremlja misel, ki jo je zapisal Jay Shetty v svoji knjigi, jo je pa slišal od nekega meniha, ki je rekel, nikoli ne bi smeli saditi dreves, v senci katerih bi potem sedeli sami. In ko delaš stvari, ki jih delaš tudi za dobro drugih, se mi zdi, da je to nekaj najlepšega. Krasno. In je, tako lepo si povedala, da v bistvu človek začne pri sebi, a ne? Rebeka je nazadnje v zadnjih čarobnicah rekla, da šele z boleznijo v bistvu je dojela tisto, kar ponavljajo vedno na letalu. Maska najprej meni, da lahko jaz potem jo nadanem otroku ali pa nekomu, ki jo potrebuje. Ne? In tako z drevesom, krasno spet, ne? Ga posadim, ampak pol pa tudi rabim družbo, da nekdo pod njim z mano sedi, da mogoče z mano kakšno misel podeli, uživa v sončnih žarkih. Jaz se pravzaprav, bom rekla, vsako jutro, ko se zbudim, zahvalim za življenje in zdravje. Nič v življenju ni samo po sebi umevno. Zanimivo, šele ko nas nekaj boli, a je to sem glavobol, kaj šele kaj takega, kar je doživela tudi Rebeka, se ustrašimo, se zamislimo, ampak lahko delujemo že proaktivno za naše razmišljanje, za naše počutje. In se zahvalim za topel dom, za mir. In potem je vse odvisno, in potem to lahko žarim tudi med zaposlene, sodelavce, prijatelje, svoje najbližje, Zato jaz včasih pravi malo za šalo, pa veliko za res, kdo reče, danes me pa pusti primer, sem stala z levo nogo, čeprav itak vsi imamo tudi težke trenutke, normalno, ampak tako pravim, tam sedež na vleži se in stani z desno. Mislim, tako to je. Glava. Točno to, Tista, ki... Glej, 70,000 misli, pravijo strokovnjaki, zdrvi skozi naše možgane v enem dnevu, oziroma pravijo, da verjetno še več pa ni aparatur, ki bi to zaznale, 70,000. In zdaj, če bi razmišljala odstotkovno, koliko jih je takih, ki so pozitivne, ki so te spodbudne, koliko je onih, tiste, ki so močnejše, pa zmagajo, Ja. Je rekel Indijanec svojemu vnuku, veš, vsak ima v sebi dva volka, ki se non-stop bojujeta, pa je ga vprašal, res, in kateri močnejši, kateri zmaga, in mu pravi modri dedek, odvisno od tega, katerega hraniš, torej s svojimi mislimi. In to res deluje, to je noro. Jaz se spomnim še leta nazaj, ko je bila hčerka majhna, pa so se peljali v mesto, kjer se je še dalo takrat parkirati. In pravi, mami, tukaj je prosto, Potem pa nadaljuje, ti boš dobila tik pred vrati moč pozitivnega razmišljanja,
Ampak to se je res zgodilo in se še danes. Ne vedno bi se zlagala, če bi rekla v 100%, ampak velikokrat ja. Prekličeš parking, Ja. prekličeš tisto obleko, ki jo rabiš za nek dogodek, Tako. ker ne. Prikličeš dobro službo, Ja. partnerja, prijazne udeležence na predavanju, ne vem, prijaznega šoferja na Krasno. avtobusu. Super ljudi, ki pridejo v tvoje življenje, kot si ti Hvala prišla v enako. moje, res, Hvala res. enako. Lepo. Povej mi, omenila si že hvaležnost, da si zelo hvaležna in omenila si tudi, da v knjigi piše, da dojemaš hvaležnost kot poklon življenju. In poleg knjige imaš tudi take beležnice, kamor si zapisuješ lahko ti oziroma tisti, ki si jo kupi. Zapisuješ dnevne stvari, za katere si ljudi, stvari, dogodke, za katere si hvaležna za tisti dan, da so se zgodili. Zakaj je ta hvaležnost? Ker se mi zdi, da tako, danes je to kar moderno že, ne? Ja. Ampak če pustiva moderno, pa ne moderno, pa tako naprej, zakaj je to tako pomembno, da človek je hvaležen in kaj si s tem naredi, ko človek ozavesti, pa mogoče na papir zlije svoje stvari, za katere je hvaležen? Ja. Kaj se zgodi? Res se veliko o tem pogovarjamo, ampak vse to, kar pač jaz govorim ali pišem, izhajam iz lastnih izkušenj in tako res živim. In torej res preizkušam to na sebi. In kaj se zgodi? Dejansko takrat jaz to ozavestim, to ponotranjim. Eno je, ko me ta misel prešine, jaz sem vesela, da sem v dobri družbi, sem vesela, da sem z nekom na kosilu, karkoli že, da sem dobila ta parking, ampak potem to pobegne, ker živimo v tem divjem tempu in je ogromno nekih dejavnikov, tudi motečih okrog nas, pa naj bo to hrup, gneča, radio, poročila, karkoli že, in to pobegne in je to zelo mimobežno. Ko pa se jaz umirim svoje misli, svojega duha, to lahko delam zvečer, lahko delam zjutraj, pač vsak ima nek svoj, ritual, ja. In to zapišem, dokazano zapisana beseda seveda ima večjo moč, ne, res ostane, kajti ko jaz zapišem, razmišljam, kako bom neko misel, v tem primeru hvaležnost, ubesedila in se torej posledično nekoliko dlje s tem ukvarjam, se tukaj dlje zamudim in s tem hranim svojo dušo. In to vpliva na moje zdravje, na moje psihično zdravje. In zanimivo, ko jaz to zvečer napišem, wow, to vse se mi je danes zgodilo, pa da se razumemo, to niti podrazno ni materialno oziroma ni vedno materialno, velikokrat kaj drugega, ne. In jaz to zapišem z datumom in imam gore tega že popisanega in res najprej sem kupovala te beležnice in pa sem si rekla, pa jaz jih toliko popišem, da bom kar sama in naredila. Krasen. In to res deluje, govorim iz lastne izkušnje. Kaj opaziš, recimo, zvečer si zapišeš ali zjutraj? Jaz si zjutraj zapisujem. A ti si zjutraj? Ja, Okay. ja. Jaz sem včeraj, ko sem se pripravljala na najin pogovor, zapisala zvečer, sem naredila, tako kot si rekla, ali zvečer ali zjutraj. In sem, tako kot praviš, bila sem presenečena, ker tako v tem hitrem tempu si hvaležen, ne, v tistem momentu. Ampak ko pa sem si vzela čas, zvečer pred spanjem, in dejansko si sploh dala možnost, da moji možgani ozavestijo, čakaj, kje sem bila, kaj mi je bilo všeč, kaj se je zgodilo, kar mi je pogrelo srce, sem šla pa tako polna spat, da sem v bistvu kar imela malo solzne oči in kar v bistvu sem se počutila tako, mislim, kot da je bil en poseben dan. Ja. Kot da sem imela nek rojstni dan. Veš, ko se počutiš malo special. Ja, odlično. Ja, ker s tem ti se res začneš ukvarjati s seboj. Je zelo močan ta notranji monolog. Torej, iščeš dobre, pozitivne stvari. S tem, ko delaš to dnevno, bom rekla osebno inventuro, jaz se torej zjutraj, ponavadi zjutraj za pač pretekli dan, točno to, ko potem to prebereš, wow, vse to se je zgodilo, toliko lepega sem doživela. Nekaj, kar tudi sicer bi, pa ne bi ozavestila, pa mi ne bi tako leglo na dušo, je pa to, pravim, odlična tudi hrana, ne? In šele, ko je to res zapisano, to pomeni, da sem se poglobljeno s tem ukvarjala, da je tako res de profundis, ne, iz globočine, to tudi deluje in je tako terapevtsko. In tako pocen, in tako dostopno, res, in konec koncev doma lahko prakticiramo in vzame ti nekaj trenutkov. Ne? Pravijo, ne, če je 80 let, ta starostna doba nekako povprečna danes, recimo, če vzamemo 80 let,
je to samo, pravzaprav, ko pretopimo dneve, 29.000 dni, če bomo do tam prišli. Zato res ne zveni zdaj tako zelo zlajneno, res živeti tukaj in zdaj. Ja, podpišem. Kaj pa, glede na to, da so zdaj taki čudni časi, polni nekih novih preizkušenj in pa predvsem nesigurnosti, kaj bi rekla, kako ta svoj ritem življenja obdržati tak, da je nekako pozitiven, da kljub izzivom, kljub mogoče strahu, ki je prisoten, tako med mladimi, tako verjetno tudi med starejšimi, kaj narediti, da lahko človek gre čez to nevihto, ki jo trenutno doživlja celoten planet, kako ostati mogoče v dobri veri, da konec koncev življenje je lepo in od kje potegniti pravzaprav neko motivacijo? Kaj bi rekla? Ja, jaz mislim, da vsak ima v sebi vir moči, samo mora ga znati poiskati in odpreti ta vodnjak, hudournik, kakorkoli že metaforično temu rečem, zagotovo ni enostavno. Je pa ravno ta čas pokazal, kako pomembno je, da se znam ukvarjati s sabo, da se znam vprašati, kaj pa delam rada, v čem pa sem dobra. In to zdaj je bil čas, ko je bilo in je še vedno treba znati poskrbeti za svojo psihično in fizično kondicijo. In če mi je bilo nekaj onemogočeno, recimo pri delu, pri zaslužku, poiskati nove poti, kajti stokati in jokati in se smiliti nekomu je pač tek na kratke proge in ne pripelje nikamor. Jaz sem eno lepo zgodbo v tej knjigi V jemi ritem življenja o beli dami tudi napisala, o Heleni Žigon, ki me je res noro navdušila, ki je na 86. rojstni dan pretekla polmaraton, istrski maraton, s tem, da je bilo takrat tistega 13. aprila leta 2014. Mislim, da mesec pa pol, odkar je bila postala vdova, torej izgubila moža, s katerim je bila 50 let, 3 tedne približno potem, ker je padla v Ljubljani na troli, si zlomila rebro. Ampak ona je tekla, ona je vztrajala. In v tem času, da, tudi če nečesa ne morem, se pač tega ne oklepam, ampak kaj pa drugega še lahko? Bom pa nekaj spletla, pa v to svojo energijo, če to rada delam. Ali preizkušala nove recepte, če pač rada pečem, kuham. Ali jaz sem to izkoristila za to pisanje. Meni se je takrat zgodilo, prej sem bila zelo zaposlena, seveda s predavanji, potem pa se mi je ravno to zgodilo, da ker seveda nihče na to ni bil pripravljen v tistem prvem lockdownu in dejansko so mi vse odpovedali. Takrat na začetku še v povojih ni bilo še tega nadaljavo. Seveda online, da bi bilo kar jaja. In jaz sem enostavno iz tistega norega delovnega tempa, v katerem sem sicer zelo uživala, postala kar naenkrat neuporabna, bom rekla, v leru. In potem je bilo to dan, 2, 3 en teden in se čakaj, Ljiljana, zdaj se pa vzemi v roke. Kaj si naredila? Ja, in takrat sem si rekla, to je pa zdaj super priložnost, da začnem pisati, za kar drugače ni toliko časa, to, kar sem že načrtovala, da pa enkrat bom, sem začela torej pisati, se več s tem ukvarjati, sem prenovila oziroma na novo postavila spletno stran, vsega dobro, zdaj ne moram na telovadbo, sva s tem s hčerko na terasi začeli pač delati plenke, si postavili neke cilje, sva telovadili in se noro zabavali. Izgledaš krasno. Ne vem, če se spodob o letih govoriti, pa je, da pri ženskah ne, ampak hkrati pa si točno to predstavljam, da v bistvu nimaš nekih zadržkov. Leta Jennifer Lopeza, tako bomo rekli. Ja, točno to, tako, zdaj pa pogledajte. Zdaj pa pogledajte, se mislim, da vejo, da me dobro vejo. Krasno zgledaš, res. To me je res življenje naučilo, da v tistem trenutku, ko si z nečim soočena, kar ne moreš vplivati, spet je ena taka zlajnana, da če imaš limonado, dobiš limono, pač naredi limonado iz tega in to spi in so vitamini, In res se mi zdi, da se kar znajdem v nekih in ali pa slabo vreme, danes pa res ne morem na sprehod in zdaj stokati in jokati. Ne, jaz velikokrat se obujem, primerno vzamem dežnik in grem v dež.
To je pa že moja profesorica biologije na gimnaziji vedno rekla, vreme je vreme. Tako. Vreme je vreme, kakršnokoli že. Ja. Vse smo 21. stoletje, vse obstajajo škornji, pa dežnik, pa nepremočljiva jakna in tako naprej. Na to ne moramo vplivati. Ja. In to je tisto, so okrog nas stvari, dogodki, razmere, ljudje in situacije, torej razmere, eno od njih je ravno zdaj bil ta COVID in je še vedno, torej na katere ne moramo vplivati. To, na kar lahko vplivam, je moje obnašanje, je moje razmišljanje in moj odnos do tega. Ne? In kot slovenistko me pri tem spodbuja tudi misel Trubarja, ki je rekel, kar je treba, naj težko. In torej najdeš v neki situaciji že kaj dobrega. Irena, krasno. Mi da se tale pogovor propeljale tako lepo, v bistvu vse do neke take, mislim, lahko bi še nadaljevali, da se razumeva, ampak dajva še pustiti kdaj še za prihodnič mogoče, še kaj za prihodnič. Tako. Hvala ti za tvoj čas, za tvojo energijo, za tvojo iskrenost. Veselim se nove knjige. Lahko pa ob tem, če dovoliš, dodam še, ker tega ti nisi omenila, sem zelo vesela, ponosna, hvaležna, da si to knjigo soustvarila Ujemi ritem življenja, tudi ti, in da ste tudi ti in še nekaj super žensk predstavili te svoje zgodbe. Tako so se tudi v bistvu spoznale, ne? Ja, res je. In jaz sem bila zelo hvaležna povabilu, kljub temu, da se prej nismo poznale, so se dobile v Zvezdi, v Ljubljani, spile kavo, pojedle tortico, tam si mi razložila projekt in res je, eno poglavje je moje v tej knjigi. In veš, če ti lahko povem še nekaj, ker ti še tega nisem do zdaj, da sem kot to, s čimer se ukvarjam, zelo pozorna na izrazoslovje, pisanje, ta profesionalen odnos človeka do sočloveka, ki je povezan tudi s čustvi, mora biti, ne? In da to, ko sem ti pisala, nisem vedela, mi boš sploh odgovorila ali ne boš, ker se srečujemo z različnimi ljudmi v življenju, da mi je pobožal dušo tvoj odgovor in ta res sem takoj začutila tudi to energijo, ki si jo ti v tistem odgovoru mi dala in potem vse to naprej, vem, da je tako iskreno in sem res hvaležna za to, da si vstopila v moje življenje in da tudi medgeneracijsko to energijo prepletava. Jaz sem zelo človek intuicije in ko začutam, grem. Vse to sem ti že tudi povedala. Včasih tudi ne začutam, pa si tudi dovolim zdaj, da je tudi tako prav. Pri tebi sem začutila, vesela sem, da nisem se zmotila in hvala ti še enkrat za vso to tvojo ljubezen, mir in močne misli. Hvala tebi in vse dobro tako tvojim gledalkam, gledalcem in vse dobro. In tudi poslušalcem, ker nas lahko poslušate tudi na aplikacijah podcasta. Hvala, ker ste bili z mano, z nama in upam, da ste seveda uživali v najinem klepetu. To je to, gledamo se v naslednji epizodi, do takrat ostanite ali pa postanite čarobne. Čau!